Dobro večer. Najlepša hvala za povabilo. Jaz sem nekoliko presenečen ugotovil, da sem strokovnjak za Ukrajino in Rusijo. Kako je do tega prišlo? Naredil sem en intervju z ekscelenco Antonom Rupnikom in od takrat naprej zveljam za človeka, ki se razume v Rusijo in vzhodno Evropo. Vse, kar o tem vem, je to, kar mi je on povedal in verjamem, da je tisto bilo zelo dobro in sem navdušen. Tako da najlepša hvala. To je, ponujam kot dokaz za svojo ekspertizo. Drugo je pa to, da sem kot novinar pač pokril najprej demonstracije v Kijevu in potem rusko zasedbo Krima. In kot novinar lahko pač govorim o Ukrajini, kaj sem tam videl in kako sem razumel, kaj se je tam zgodilo. Najprej, kar se demonstracij tiče. Moj interes ni bil specifično ukrajinski ali pa ruski, ampak je izhajal iz poskusa razumevanja dinamike uličnih protestov. To sem začel delati v Kairu, na Tahrirju, pa v Arabiji, potem v Atenah, na delavskimi protesti v Ljubljani, na Madžarskem. Pač zanimalo me je, kako se artikulira politika na ulicah, in sem šel v Kijev pogledati, kako deluje politična dinamika na Majdanu. Kaj se tam pravzaprav dogaja, ker slišati je bilo zelo kontradiktorne informacije. Zdaj, če jaz sežamem pač nekaj tednov opazovanja tega, kaj se je zgodilo v Ukrajini, gre nekako po vrsti takole. Da je Evropska unija pri enem delu ukrajinskega prebivalstva vzbudila zelo močne občutke, da je Ukrajina tik na tem, da postane del Evropske unije. In sicer njih je zanimala ta proces integracije v točki možnosti potovanja v Evropsko unijo. Skratka, to, kar je Ukrajince najbolj, kar jim je sprožilo fantazijo, je bila v začetni točki misel, da bodo lahko šli iskati delo v zahodnoevropske države, tako kot to lahko počnejo Romuni, Bolgari in ostali prebivalci postkomunističnih držav. To je zelo razburkalo prav politično fantazijo tega aktivnega dela prebivalstva, predvsem v Kijevu in Lvovu. Vzhodna Ukrajina, Donetsk, Harkov in ta južni del Dnepropetrovsk, tam je nekoliko bolj zapleteno, ampak tam na vzhodu je pač to. In Evropska unija je res vzbudila vtis, da to ponuja. Čeprav je potem ta dokument, ki so ga ponujali, 1000 strani dolg, jaz sem to poskušal prebrati, pa je nemogoče, ker se v 2/3 ukvarja z avtorskimi pravicami in zaščito intelektualne lastnine. V drugih delih pa govori o reformah gospodarstva. Ne vem, kako so lahko naredili ta preskok Ukrajinci. No, ampak to je pač bil en moment. Drug moment, ki je ljudi pripeljal na trg, je bila popolna naveličanost vseh plasti urbanega prebivalstva z to, čemu rečejo člani naše protikorupcijske komisije, mislim, da strukturna korumpiranost družbe, ki pa je dosegla raven, ki je mene šokirala, ker sem mislil, da pri nas imamo korupcijo, imamo vraga, nič nimamo. Namreč mi je učiteljica razlagala, da ona daje 1/10 svoje plače ravnatelju, ki nekaj obdrži, nekaj da naprej generalnemu inšpektorju njenega šolskega rejona, ki od vseh pobira denar in da to potem pač nekaj gre gor do ministra, ki od javnih uslužbenicev pobira 1/10. Da recimo sin predsednika Janukoviča je, mislim, da 50% carin pobral kot privatno dajatev za uvoz česarkoli. To mislim, da potem potrdili neki slovenski poslovneži, da so imeli res to težavo, da so morali Janukovičovi družini plačevati carine. No, taka, večina ljudi, ki je prišla na trg, je prišla iz ne toliko iz želje po revoluciji, ampak bolj demonstrirati naveličanost sistemom, v katerem zares niso videli več nobene perspektive. Z evropskimi zastavami pa so mahali, ker so nekako
verjeli, da podpis sporazuma z Evropo garantira nekako, da bo stvari tekle drugače. In začetni impuls je bil precej spontan. Ni pa bila dinamika političnega pritiska na Majdanu spontana. Namreč, tam je bilo nekaj nenavadnega. Med ljudmi, ki so zasedali trg, je bilo raven politične diskusije precej splošna. Skratka, izražali so naveličanost, ogorčenje in jezo. Na odru so pa bili predstavniki treh političnih strank. Domovine, Julije Timošenko, Udara, pravzaprav naglasi, mislim, da je Udar tega Kličkova in Svoboda. In na odru so se nenehno pojavljali po eni strani zelo rutinirani politiki iz garniture, ki je bila na oblasti pred Janukovičem, in neki novi glasovi, ki so promovirali nekoliko bolj resno, nacionalno obarvane politične ideje. In mene ni bilo jasno, ker to je bil način vodenja ulične politike, ki je bil nekako nov, mi je zgledal. In sem potem šel iskati te parlamentarce in sem Lesjo Orobec, ki je ena mlada, dosti dinamična, zanimiva članica Timošenkine stranke, se vprašal, pa kaj vi tle delate? Zato to ni nobene logike. In je rekel, v čem ni logike? Se rekel, ljudje kričijo proti politiki in pravijo, da vas je treba vse navešaliti, da vi pa na odru spodbujate množico, da želite spremembe. Rekel, ja, seveda, mi poskušamo rehabilitirati politiko na odru. In to, kar se je v Kijevu dejansko dogajalo med demonstracijami, je, da so politične stranke, zelo tradicionalne, rutinirane politične stranke, ki so obvladovale Ukrajino v zavezništvu z razredom oligarhom, poskušale opozicijsko politiko rehabilitirati kot politično alternativo Janukoviču. Meni se je zdelo, da to nikakor ne more delovati. Pa vendar je, točno to se je namreč zgodilo. Rezultat upora je bila rehabilitacija tistega dela političnih strank, ki so bile izključene iz Janukovičevega pohoda privatizacije ostankov javnega premoženja. In zanimivo je bilo to, da v ozadju so bili to, čemu mi tukaj rečemo tajkuni, oni rečejo oligarhi, to je pa pač skupina ljudi, ki se je polastila večine državnega premoženja, ki so financirali nemoten potek te tromesečne okupacije glavnega trga. Tako da to, čemu smo bili priča na Majdanu, ni bil antipolitični upor, pohod neposredne demokracije in pač podobne ideološke zanimivosti, ampak precej resna politična operacija klasične opozicije za ponoven prevzem oblasti in odstranitev predsednika, ki se je popolnoma diskreditiral. In v tem se je zgodilo nemogoče. Julija Timošenko, ki je bila na prvih Janukovičevih volitvah popolnoma diskreditirana političarka in močno osovražena, je zdaj ponovno igralec v ozadju in večina članov nove vlade je članov njene stranke. Nauk iz Ukrajine je po moje ta, da ko vidiš množične upore, zelo previdno pogledaj, kakšna je politična dinamika. V vsej verjetnosti je prvi vtis, da gre za spontane množice, ki zahtevajo revolucijo, vsaj toliko napačen, kot je bil v Egiptu, kjer so ljudje na ulicah zahtevali revolucijo, na volitvah so zmagali muslimanski brati in ko so muslimanski brati rekli, ok, želeli ste revolucijo, naredili bomo revolucijo in so zdaj začeli sodelati islamsko revolucijo, so se isti ljudje uprli, so rekli, ne, mi nismo mislili revolucije, naj pride vojska nazaj in odstranite norce z oblasti. Če ga vi mene vprašujete, če ima Putin prav? Ne.
sprašujem, kako se tega vidi. Putin pravi pač, da so na oblasti nacisti in fašisti v Kijevu. Sprašujem, kako se tega vidi. A je to res? Ne? Jaz mislim, da ni res. Ne? Da je, Hvala za to. predvsem se mi zdi, da s temi težkimi besedami velja biti mogoče previden. Ne? A je bilo tam teh neofašističnih in neonacističnih insignij? Ja, so bile. A so prevladovale? Ne, niso. Prevladovalo so tri politične stranke, ki so se zelo trudile prepričati volivce, da lahko vodijo državo. Ne? Kar je pa bilo, in zdaj tam levičarjev ni bilo, ne? Zdaj, levica in desnica je problematično s temi kategorijami operirati, zato ker komunistična partija je bila v koaliciji z Janukovičem, ne, ki je politični gangster, mislim, demokratično izvoljen. Počasi s temi težkimi besedami. Ne, pazi, Janukovič je bil na regularnih volitvah demokratično izvoljen predsednik države, ne, in je razumel volitve kot predajo države kot njegove privatne lastnine, kar ni ravno specifično ukrajinska domislica. Običajno tudi v slovenščini včasih. Ne? No, ampak en del tehle demonstrantov na Majdanu je tudi sam sebe poimenoval pač desni sektor in so pač neke paravojaške fantazijske uniforme nosili in delovali zelo mračno. Ne? Bilo je neprijetno srečati v teh stranskih temnih ulicah, kasneje ste enkrat prišel ven z dvignjenimi rokavi in sem na vas glas govoril slava Ukrajini. To je pač bil njihov pozdrav. Ne? Ja, ti so bili nacionalisti. Ne? Ali je tam prevladovalo nacionalistično vzdušje? Ne, ni. Bilo je najbolj glasno. Ne? Najbolj ga je bilo videti. Ne? Večina ljudi je bila naveličanih korupcije in samopašnosti oblasti. Ne? Neonacisti na Majdanu so bili toliko prevladujoči, kot so bili anarhisti prevladujoči med protesti v Ljubljani. Zmerno so bili tam, bilo jih je 200 in imeli so najbolj simpatične transparente. Ne? Isto je bilo s temi na Majdanu. In dinamika je šla tako, da na začetku je bilo tehle poudarjeno desnih paravojaških navdušencev. Točno mislim, da so rekli v socialistični terminologiji deklasiranih elementov malo. Ne? Ljudi pa veliko. Ko so se ti organizirali v te skupine, po te stotinje za spopade s policijo, je v resnici navdušenje med Kijevčani potihalo, ki jim ni bilo všeč. Kijevčani so elegantni, estetski ljudje, imajo radi fine kavarne in lahko se lepo oblačijo. Ne? In 200 metrov stran od Majdana je trgovina, kjer prodajajo Aston Martina in Rolls Royce in jih imajo v izložbi. To je elegantno mesto Kijev. Te vulgarneži iz vzhoda, odkudar so prišli predvsem iz Lvova, jim niso bili všeč. Ne? Ampak, ker so tile vztrajali, namreč nekaj časa se je zdelo, kot da je revolucija propadla, da bo Janukovič ostal na oblasti in da se ne bo nič spremenilo. Ker so pa desničari, meni gre to težko od srca, on je duša omenjal, jaz po duši, še nikjer na svetu me niso za fašista zamenjali. Zmerno so Srb pa Hlad ostali. In mi gre težko, ampak najbolj so vztrajali te nacionalistični desni elementi. In so z vztrajanjem, prav s prisotnostjo teles, ko so svoja telesa zastavili pred policiji, so potem pri prebivalstvu vzbudili ponovno simpatije. Tako da je večinski del tega, ki je na začetku prišel na Majdan, nekako jim dal potrdilo, da ja, vi se tle borite in zdaj zato vam prinesemo hrano in vam damo podporo množičnih naše prisotnosti tukaj. A so desničari zmagali? Ma so vraga, večina članov nove vlade je iz stranke Julije Timošenko, ki ni fašistična stranka, je standardna, konservativna, neoliberalna, bolj korporacija kot stranka v zavezništvu z oligarhi.
Ja, tam je, rekel, je neki desničarjev, ne, ampak so v manjšini, tako da to ni bil fašistični udar. Ne. Mislim, te so fašisti toliko kot Putin komunist. Ne. Ker bi mi naj nauke potegnili. Mislim, da bi bilo dobro si temeljna vprašanja zastaviti. Najprej, kakšna država je Ukrajina? Ukrajina je taka država, da je neogibno morala enkrat zabresti v eksistenčno krizo. Povodi so, kot v zgodovine vemo, včasih prav smešno, lahko periferni, tokrat je daleč od tega, da bi bil periferen ali smešen. Namreč kaj Ukrajina se imenuje Ukrajina. Države kot Romunija se imenuje Romunija, zakaj? Zato, ker pretendira dobiti Moldavijo v svoj. Ukrajina se ni nikoli mogla, imela politične energije, da bi se opredelila kot republika, zato ker ima v svoji sredi avtonomno republiko že. V Ukrajini je najbolj strašilnih političnih pojmov federalizacija. Zdaj je strašno silo udaril na dnevni red pojem. Mislim, da prepozno. V Ukrajini živita dve naciji. Glavna, matična, ukrajinska, ki je nekaj stoletij bila zatirana strani imperija, od Petra Velikega naprej, pa še prej, do najbolj strašno, da ne bom vsega ponavljal, vseh teh dejstev se lahko vse bere in jih poznate, stalinskega terorja. Ta nacija ukrajinska je še vedno obremenjena s hudimi kompleksi, ali je to kompleks inferiornosti, kjer pa morajo živeti skupaj z brati včerajšnjimi, bojim se, da nikoli več ne bojo bratje, Rusi, ki so še vedno se obnašajo kot nacija imperija, je že to dejstvo priča o tem, da je taka velikanska država sestavljena, zgrajena na zelo nestanovitnih temeljih. Zdaj se je zgodilo. Najprej, kaj se je zgodilo? V Vilniusu naj bi podpisali sporazum asociacijski, to, ne, ja. Noben ne ve, tudi snoči te moje priče iz nemške televizije, kar ni bistveno, se lahko bila kakšna druga, so se prečkale o tem, in to poznavalci, ali podpis takšnega asociacijskega sporazuma s strani Ukrajine pomeni vpeljavanje postopno, če nekar hitro, carinskih in drugih meja tam, kjer jih zdaj ni. Da. Neka ministrica za obrambo je trdila, da bi tu se lahko druge rešitve našle, ampak to je to. Ostanimo za sekundo pri tem. Se pravi, znotraj tako imenovane skupnosti neodvisnih držav, med Rusijo in Ukrajino in Belorusijo praktično ni mejnih kontrol. Ljudje, hvala Bogu, ko v postjugoslovanskem, vsaj za nas, za Slovenijo, smo to ohranili, tudi ko smo se približevali Evropi, se spomnite, so nam dovolili z osebnimi izkaznicami na Hrvaško in obratno. Se pravi, tega bi bilo konec. To je treba prevesti zdaj v operativni evropski politični jezik. Se pravi, 4-5 milijonov Rusov, pa ne gre samo za njih, bi bilo prizadetih. Z druge strani, prosim, lepo, to je izredno pomembno, kar je kolega Milharčič prej omenil, da živelj tam, ruski in ukrajinski enako, se še vedno čuti zaprtega. Morajo moledovati ure in dneve, čakati pred tujimi veleposlaništvi, konzulati, da pridajo do kakšnega vizuma. Smejo sicer potovati, ampak
v bistvu je ta Evropa za njih zaprta. Se pravi, to bi bila velikanska dobrina. Zdaj smo tu, da vagamo. Dobrina ena, dobrina druga. Če dobrina približevanja Evropski uniji pomeni zapiranje postopno do popolnega carinsko-gospodarskega uvajanja popolne mejne kontrole, potem je Janukovič naredil edino razumno reč, da tega ni podpisal. Ker to bi, če se ne bi nič drugega zgodilo, enako bil sprožilni element za hude notranje konflikte znotraj Ukrajine. To, kar se v razpravah okrog Ukrajine in Rusije prepogosto zanemarja ob vsem spoštovanju in pomembnosti gospodarskih, strateško-vojaških reči, je psihološka dediščina večstoletnega življenja v skupnem imperiju. Omenil sem že, da je ukrajinščina bila do oktobrske revolucije prepovedan jezik. To je caristični režimi so to preganjali. Jezik Tarasa Ševčenka in drugi. Jezik 40-milijonske nacije, ki ji ni bilo dovoljeno sploh, da se v javnosti, publicistiki imenuje ukrajinska, ampak to je bila mala Rusija, malo Rosi. Da pa ne bom predolg, Aleksandr Solženicin je vsem veliki pojem. Aleksandr Solženicin, ki je vzorec bojevnika za človekove pravice proti tiraniji, je napisal nekaj tako strašnega, žaljivega, ponižujočega na račun Ukrajincev, da preprosto tega ne morete verjeti. Ampak Aleksandr Solženicin ni nobena izjema. To je razpoloženje velikoruske, zdaj neutralno govoreče, maloruska, velikoruske nacije, ki ni pripravljena teh svojih ukrajinskih bratov priznati enako kot jim je nesporno, da so Estonci, Latvici, Litovci in Romuni in vsi drugi separatne nacije in to ustvarja stalno psihološko napetost. Tu noter je razlog za to, da se v Lvovu, v bivši Galiciji, bi rekel, v desetletjih, tudi pod sovjetsko oblastjo že, nakopičilo strašnega protiruskega sovraštva. To sovraštvo jaz gledam, če ga pol, 3/4 eliminiram, kar servira seveda iz razlogov totalne propagandne vojne, Russia Today, televizija ruska in v ruskem jeziku. In če se malo ozrem po tem, ker Nemci vseeno veljajo ne samo za poznavalce, ampak tudi za tankočutne razsojevalce o tem. Potem mora biti specifična teža tega duha, jaz ga bom vzel po najbolj razumljivi, sovraštva proti ruskega, nakopičenega, pogojenega z dolgim trpljenjem, genocidom, ki so ga Ukrajinci doživeli strani, Bože mili, Rusi pravijo, ja, sej Stalin je boril tudi druge, ampak to seveda personificirajo sovjetski in caristični režim z rusko nacijo. Pika. Zdaj pa še eno kapitalno vprašanje. Govorili smo, jaz sem tudi zelo rezerviranih stališč že povedal glede politike Bruslja, Evropske unije in naše vrle baronice, ki naj bi jo vodila. Ta politika je zelo evoluirala, zelo se spremenila. Od tistega, da je zunanji minister, nemški v odstopu, Westerwelle, med prvimi šel na čelo
protestne kolone. To moramo mi prevesti v politični jezik. Avstrijski zunanji minister pride v Maribor na čelo protestniške, prosim. Mi smo noter v EU. V EU naj bi veljalo, da to ni več po starem vmešavanje v notranje zadeve. Ukrajina seveda nima nobenih podobnih relacij. Mi bi tega avstrijskega, italijanskega ali mađarskega ministra v Mariboru, po mojem, ali v Dravo, ali pa hitro čez mejo vrgli, ker bi to razumeli kot direktno vmešavanje notranje zadeve. Ampak Westerwelle je bil samo eden od Lady Ashtonova, se je tudi tja pojavila. Dokler niso spoznali v Bruslju, da je pa treba nekje iskati neke rešitve in so modro našli trojko nemškega novega Steinmeierja, Fabiusa in polskega. Modra trojka, ki je, mi to vse pozabljamo, dosegla posto po noči sporazum z Janukovičem. Janukovič je obljubil, da bo prejšnjo ustavo, kjer ima manj pristojnosti, da bo razpisal predčasne predsedniške volitve in še ena reč. Se pravi, pristal je na to, da odide. To je bila zanj politična smrt. Kdo je zdaj tisti, ki je tisto noč povzročil nekaj 10 smrtnih žrtev in zrušil ta sporazum? Jaz sem zadnji, ki bi bil Putinov advokat ali Janukovičev še manj. Putin in Rusi kričijo zdaj to, naj OVSE, naj vendar neodvisna komisija ugotovi najprej, kaj se je tam zgodilo. Vsi govorijo o revoluciji, ampak tisto, kar je sploh dokumentarno dokazljivo, je, da so skrajni nacionalistični antiruski elementi zrušili v Ukrajini, zrušili ta sporazum. Če bi ta sporazum veljal, bi danes ne samo Ukrajina, tudi Evropa precej drugače. Ne pozabimo še enega detalja. Tisti večer se je slišalo geslo, da se ruščina ukine v Ukrajini. Ni treba politični jezik prevajati, kaj to pomeni. To v bran mojim morda res preostrim poudarkom te plati zgodbe. Lepa. No, začnemo od zadaj, mislim od zadnjega, kar je povedal Tone Rupnik. Dejansko večji del tega sporazuma še vedno veljavno. To so predčasne predsedniške volitve, to je sprememba ustave, to še vedno velja, in predčasne parlamentarne volitve. Tako da govoriti o tem, da je s tem bil izničen sporazum, je neprimerno. Največja sprememba, ki je nastala, zaradi katere ni moč tega sporazuma v celoti uveljaviti, je pobeg Janukoviča. Torej odsotnost predsednika, ki ni samo, da je zapustil svoje delovno mesto in svoj urad v Kijevu, temveč je pobegnil iz države. Jaz se čudim njemu, da se ni ustavil nekje tam, kjer ima veliko podpornikov, tudi recimo v Harkivu, in da je tam ustanovil svoj urad. Potem bi štorija bila čisto drugačna. On je pobegnil. Pobegnil je, na to je nekaj dni bil molčal, na to je šel pred televizijske kamere in je govoril, da je on še vedno predsednik, legitimni predsednik, dvakrat je to rekel pred televizijskimi kamerami. Na to je ruski stalni predstavnik v varnostnem svetu. Čurkin je pomahal s papirjem, nikoli ga niso dali pred kamere in je zatrjeval, da je to pisna prošnja predsednika Janukoviča predsedniku Putinu, da pomaga, da poseže v dogajanje, v nerede in tako dalje, in da pomaga. Vojaško. Samo to dejanje je zadostna podlaga za tožbo Janukoviča za izdajo. Janukovič od tedaj ni nič rekel in tudi najprej, on tega verodostojnosti tega dokumenta ni potrdil pred televizijskimi kamerami. Ko se je pojavil ponovno, on tega sploh ni omenil, kar bi bilo logično. Če je on dodal pisno izjavo, bi on lahko to potrdil pred televizijskimi kamerami. Tega ni naredil. Ko je prišlo do dejanske aneksije Krima, Janukovič še vedno se ni pojavil pred televizijskimi kamerami in se ni izjasnil glede tega, ali se strinja s aneksijo
tem, da se Ukrajini odtrga del njenega ozemlja ali ne. Jaz domnevam, da v obeh primerih on se ni strinjal, torej njega so prisilili, da poda pisno izjavo in da on kot predsednik, če on zatrjuje, da je on legalni predsednik, edini legalni predsednik, on ne sme javno potrditi ali odobriti izgube dela državnega ozemlja. Tudi slučajno ne. Torej, tukaj zadeva je zapletena, ni jasno. Ni jasno ozadje nemirov in zaključka Majdana. To, kar je videl Ervin, je samo videz oziroma fasada. Jaz domnevam, da je Janukovič pobegnil, ko je ugotovil, da ne obvlada predvsem ključnih enot ukrajinske vojske, brez katerih posega ne bi mogli nasilno zadušiti teh demonstracij. On je to skušal narediti, zato je odstavil načelnika generalnega štaba, odstavil ga je, imenoval je drugega, ampak izgleda tudi drugi ni bil pripravljen omogočiti uporabe ukrajinske vojske v za notranje politične potrebe, kar ukrajinska ustava izrecno prepoveduje. Izrecno. Torej, tukaj zadeva je v veliki meri neznana. Znano je, da je z Janukovičem pobegnilo približno 13 ali 14 visokih državnih uradnikov, med njimi obrambni minister, med drugim vodja varnostne službe, državne varnostne službe, oba sta ruska državljana. Oba. In celo vodja državne varnostne službe pod Janukovičem je prišel z položaja direktorja enega izmed direktoratov Federalne varnostne službe Ruske federacije. Premeščen. Kar pomeni, da je Ruska federacija, torej Putinov režim, je prek Janukoviča obvladoval vrh ukrajinske države. Obvladoval. Kdo kriv pol več? To je pa drugo vprašanje. Pa zdaj pa, da nekaj da povem o Ukrajini kot pojmu in Ukrajincih kot pojmu. Rusi so Ukrajince imenovali grdo, to veš kako se imenuješ? Hahli, sicer uradno poimenovanje Ukrajincev, vse do 1918 je bilo Malorosi. Prvič, to, kar se imenuje, to, kar je največji del teritorija današnje Ukrajine, minus Krim, so poimenovali Ukrajina šele leta 1918 in to so naredili ruski bolševiki. Ruski in judi, trotski. Ukrajinski bolševiki. Prvi se. Kdo pa si je izmislil ime Ukrajina, to veš, kdo je izmislil? Avstrijsko uradništvo v Galiciji. Zato, ker so hoteli imenu odtrgati besedo Rus. Rutene. Ja. In zato so si izmislili in v Avstro-Ogrski. No, izmisliti je pa hudo. Dobesedno. No, Ševčenko poje v Ukrajini. Dobesedno. Ampak prva uradna uporaba v nekem uradnem avstrijskem dokumentu. Prva uporaba besede Ukrajina je bila leta 1913 v pismu Franca Jožefa. Prva. Zakaj so se v njih upravičili? Začeš, da je to bila pomota. Kaj hočemo reči? Ti si rekel, da je bila ukrajinščina vse povsod zatirana, prepovedana. To pa ne drži za zahodno Ukrajino. To ne drži za Galicijo. V Galiciji je bilo... Avstrijsko. Tam je bilo 100 časopisov. Proti rusko. Ja, torej Ukrajinščina se je obdržala v veliki meri zaradi zahodne Ukrajine in zaradi drugačne politike Avstro-Ogrske. Kaj pa iz tega sledi? Iz tega sledi, da ti si rekel, da družba današnje Republike Ukrajine se sestoji iz dveh nacij. Dejansko jih je več. Sami Ukrajinci so zelo raznoliki. To je nedokončana nacija. Tudi jezikovne razlike med galicijščino, med ukrajinščino v Galiciji in ukrajinščino v vzhodni Ukrajini, tako mi pravijo jezikoslovci, so večje kot razlika med literarno ukrajinščino in literarno ruščino. Torej, Ukrajinci sami so mnogoteri, ne samo kulturno,
temveč tudi politično. In to je največji problem Ukrajine. Največji problem Ukrajine. Zato, ker Ukrajina kot taka, Ukrajina, kateri večinska nacija, Ukrajinci, govori v velikem delu, pomembnem delu, mogoče polovica Ukrajincev doma govori rusko. Doma. To je nedokončana nacija, ki ima probleme, največje probleme sama s seboj. In kot taka, in zaradi mnogoterosti cele družbe, edina primirna državna oblika političnega sistema bi bila federalna. Edina. Ukrajina tudi slučajno se ne more obdržati kot unitarna država, s katero bi jo upravljali iz Kijeva. In to pa ima zelo pomemben vpliv na to, kar se je zgodilo na Majdanu. Majdan in sile, ki so bile prisotne na Majdanu, so nereprezentativne za celo Ukrajino. Nereprezentativne. Med številnimi udeleženci nemirov ali pa protestov na Majdanu so bili ljudje iz drugih delov Ukrajine, ampak ne iz vzhodne Ukrajine, izključno iz zahodne dela Ukrajine, zahodne Ukrajine. Izključno. In to je ustvarilo lažni, zgrešeni vtis o Ukrajini kot družbi in kot državi. In napaka, velika napaka politikov Evropske unije, tudi Vestervelja, tudi gospe Ashton, je bilo, da niso tega razumeli. Oni so se postavili samo z enim delom ukrajinske družbe. Da človekove pravice. Ja, samo z enim delom. So identificirali in so se vmešali v notranje zadeve Ukrajine. Zanesljivo. To je bilo netaktno, nesmotrno in škodljivo za notranjo pomiritev. Oni bi morali ne samo iti v koloni tam na Majdan, oni bi morali iti tudi do Harkova in tudi do Donetska in se tam pogovoriti z ljudmi. A v Krim tudi? Ja, tudi v Krim. No, na tej točki se bom zdaj. Kar se tiče urokov, kar se tiče, ti si rekel, pouki ali kaj ste. Ukrajinska kriza se ni končala, bo še trajala. In je prezgodaj govoriti o nauki. Že prezgodaj. Samo glede tega, kaj se je dogajalo tiste dni. Kaj se je dogajalo tiste dni, ko je Janukovič pobegel. To je sicer res, da so bili tam Evropejci, ki so mahali s papirjem, in tudi Janukovič je mahal s papirjem. Vsi bi bili veseli, če bi lahko tam podpisali še kaj zraven. Je pa tako, da v tistem trenutku so ljudje na Majdanu postali zelo strukturirana paravojaška množica, ki je štela 50.000 ljudi. In so parlamentarci živeli v smrtnem strahu, da če pomolijo nas ven iz hiše in kaj narobe rečejo, da jih bojo raztrgali na kose. In Janukovič je prišel do popolnoma pravilnega sklepa, da Berkut, posebne enote policije, tega ne bojo zmogle zadržati, ker jih bojo ljudje žive pojedli in če bojo šli frontalno na nje, bojo imeli proti sebi milijon ljudi. Tako je bila pač dinamika v mestu. To, da so bili tam samo z zahodne Ukrajine, jaz tega nisem videl. Jaz sem govoril z ljudmi iz Harkova, iz Dnepropetrovska in Bog me tudi iz Donetska. Ukrajina je res malo bolj komplicirana država. Tam strogo loči rusko govoreče prebivalstvo od Rusov. Ta distinkcija je jasna. No, ampak Janukovič je potem prišel do sklepa, da bo z vojsko uredil stvari, vojaki so se uprli. In to se ni uprl samo vrhovni poveljnik, ampak cel oficirski kader, ki je bil mešan ukrajinsko-ruski, vsi so hodili na iste akademije, uporabljali so vsi samo rusko orožje in to je ruska šola, ki je nekako specifična, to je drugačna vojska od ostalih. In ko je Janukovič ugotovil, da z vojsko ne bo mogel, je pobegnil. Preprosto pobegnil je pa zato, da je preživel, ker bi ga ljudje ubili. Naredil je standardno napako vsakega diktatorja, da naredi korak koncesij en mesec prepozno. To isto je naredil Mubarak, isto, skratka, vsi po vrsti delali iste neumnosti. Samo toliko, da to, ko sam pobeg Janukoviča ni bil toliko rezultat političnih načrtov, ki so bili zelo smiselni, ampak politične dinamike, ki je politiko tam že predala pritisku
množico. Kaj se je zgodilo na Krimu? Na Krimu so se v tistem trenutku lotili, najprej so rekli, da bo to en mesec si vzeli, potem pa po mojem pojmovanju, kaj se je zgodilo? Veste, kaj se je zgodilo? Ena repriza Sočija. Mi smo se tako grozno bali, da bo tam atentati gor in dol in ta policijsko-vojaški centralizirani režim, mehanizem je to speljal ko švicarska urca. A se mi zavedamo, da se je ta grozna operacija, ki jaz ne bi rekel aneksija, Krim je imel status avtonomije. Dragi kolega Bedler, ti zelo dobro veš, kako so se proti koncu sovjetskega režima igrali z avtonomijami, obljubljali sovjetskim avtonomijam, da bojo postali status, se pravi subjekti nove federacije, so podpisniki in seveda Čečenci so to vzeli za resno besedo in seveda avtonomije so nekako dobile nekaj podobnega kot v naši bivši Jugoslaviji, ko sta bili obe avtonomiji podvignjeni v rang, ne tako, ampak v tej smeri v rang subjektov federacije, državotvornih. Se pravi, avtonomna republika Krim ima po sovjetski in po vseh, kar se je dogajalo, neko pravico do samoodločbe. Da so to naredili brez mednarodnih opazovalcev, da so to naredili ob anonimnih vojaških, očitno ruskih, da so to naredili ob tem, da so potopili pred ukrajinskim pristaniščem, to so vse vojaški ukrepi, rezultat niti kaplje krvi. Niti kaplje krvi. Jaz sem daleč od tega, prosim. Jaz sem daleč od tega. To ne more biti aneksija. Vračam besedo. Hvala. To je bil Anšlus. Najprej vojaška okupacija s posebnimi enotami, brez oznak, je pa nedvomno, to so bili specnazi, ki so opravili zasedbo vseh ključnih strateških objektov na Krimu ali v Krimu, ne da bi rusko prebivalstvo bilo od česarkoli ogroženo. Od česarkoli. Tako da govori o tem, da je rusko prebivalstvo na Krimu bilo ogroženo od nekoga, od fašistov tam v Galiciji, je bila navadna laž in sprenevedanje. To je bila samo opravičilo za Anšlus. Enkrat, ko so zasedli ključne točke, enkrat, ko so zasedli tudi tisto zelo ozko mejo med Krimom, avtonomno republiko in preostalo Krajino, so izpeljali referendum. Okay. Referendum je bil izpeljan tudi v Avstriji po Anšlusu. Tudi. Zelo visokim. Brez mrtvih začeti. Ja, in brez mrtvih. Tudi okupacija je bila brez mrtvih. Kar se tiče Avstrije, leta 38, pardon. Ja, in je bil referendum, večinsko. In navdušen. Največjega dela, ne vseh. Ampak večjega dela Avstrijcev. Kar se tiče navdušenja na Krimu in kar se tiče rezultatov tega referenduma. Podatek o tem, da je 98,5% volilnih upravičencev glasovalo za priključitev Ruske federacije, je navadni falsifikat. Navadni falsifikat. Najmanj tretjina prebivalstva Krima je nerusov, Ukrajincev in Tatarov. Med njimi zanesljivo ni bilo tako visoke stopnje podpore odcepitve. Zanesljivo. Tatari so povedali, da bodo bojkotirali in verjetno, da so. Torej tudi slučajno niso mogli doseči tako visokega odstotka pozitivnih glasov volilnih upravičencev. Če bi to rekli, da med tistimi, ki so glasovali, je bil ta odstotek, bi verjel. Če bi rekli, da je recimo med 60 in 70 odstotkov volilnih upravičencev je glasovalo za, potem bi verjel. Tako je to bila laž. Laž je bila tudi zato, ti si tukaj, ali pa si ti rekel,
da češ, da se zdaj Krim se je priključil k Ruski federaciji. K Ruski federaciji so se priključila dva subjekta, ne en. Krim in Sevastopol. Kar pomeni, da tudi pri izvedbi referenduma bi morali posebej prikazati številke za preostali Krim in za Sevastopol. Niso tega naredili. To je še en dokaz po naredkah. Zdaj, kar se tiče imperialnega kot zasedba ali pa anšlusa Krima kot izraz imperialne politike Ruske federacije oziroma Putina. Res je, da ta zasedba in vključitev Krima odraža imperialna nagnjenja ruske elite. Imperialna v tem smislu, da želijo vzpostaviti, kolikor se da in kolikor to mednarodne in druge okoliščine dopuščajo, tako obliko ruske države, ki bi se približala tiste obliki, ko je bila ruski imperij na svojem vrhuncu. Kolikor se da. Jaz sem prepričan tudi zaradi izjave Putina, ki jo dal na samem začetku, da niso imeli namena priključiti Krima. Jaz se z tega sklepam, da ta zasedba Krima ni bila vnaprej načrtovana. S tem se tudi razloži večje napake, ki so bile storjene. Ker ta operacija ni bila perfektna. Tudi glede Janukoviča, glede izrabe Janukoviča, glede priprave prostovoljcev, ruskih prostovoljcev na Krimu, ki bi lahko s kazaškimi kapami in tako dalje, bi lahko bolj legitimno predstavili voljo večinskega krimskega prebivalstva. Ob zasedbi recimo dveh letališč, namesto ruskih specialcev, bi bilo veliko bolje in tudi legitimno, če bi to naredili prebivalci, lokalne prebivalce. Tega niso imeli pripravljeno. Tudi volilnih seznamov niso imeli pripravljeno. To je dokazano, da je nekaj tujih opazovalcev, oziroma tujcev celo, je šlo na 3 volišča za povrstjo in so jim dali možnost voliti, ne da bi bili seznani. Ne da bi bili seznani. Kar pomeni, da tudi po tej administrativni plati volitve niso bile perfektno izpeljane. Ne dvomim pa, da tudi če bi perfektno izpeljali, bi bil odstotek za med 60 in 70. Hvala, to je pa bistvo. Absolutno, absolutno. Zdaj pa, kar se tiče legalnosti in legitimnosti. Tukaj je razlika. V naših javnih množičnih medijih, tudi v zahodnih množičnih medijih, se dela napaka, zato ker predstavljajo celo zadevo kot nekaj enovitega. Dejansko imamo opravka z najmanj 2 subjektoma, ločenima subjektoma. Eno je večinsko rusko in ruskojezično prebivalstvo Krima. Drugo je Ruska federacija. To sta 2 subjekta, ki sta imela in imata različni motivaciji. Ne samo različno moč, različno motivacijo. In različno stopnjo legalnosti in legitimnosti. Želja večinskega rusko govorečega prebivalstva Krima je popolnoma legitimna, da se odcepijo od Ukrajine in da pristopijo k Ruski federaciji. Popolnoma legitimna. Zdaj si pa kontradikciji. Ne, počak. Je toliko legitimno, kot je bil tudi naš referendum v Sloveniji. To je vprašanje. Ne, nič vprašanje. Res je, da je bil referendum, da referendum ni bil izpeljan na podlagi določil Ustave Ukrajine in Ustave Krima. To pa ja. Ne. Tudi naš referendum ni bil izpeljan na podlagi Ustave SFRJ. Ni bil izpeljan. Pravica do samoodločbe je neodtujljiva pravica, mi smo jo zahtevali zase in jo ne smemo negirati drugim narodom. Tudi prebivalstvo Krima ne. Vsem legitimno. A smem bombonček? Ni pa, počak. Samo trenutek.
Legitimno je, ni pa legalno v smislu ustavnosti. Hkrati pa moram dodati, da Ustava Ukrajincev je bilo pogledal. Referendum o samoodločbi v posameznem delu Ukrajine ne prepoveduje. Prepovedi ni. Torej, lahko rečemo, da ta referendum je bil izpeljan brez ustrezne ustavne podlage Ukrajine, ukrajinske ustave. Ni pa bil protiustaven. Referendum je rezultat referenduma, torej razglasitev samostojnosti, najprej samostojnosti. Ne pomeni kršitva mednarodnega prava. Tako je razsodilo in to je bilo mnenje mednarodnega sodišča v Hagu, kar se tiče deklaracije o samostojnosti Kosova. Enako velja za krimski referendum. Enkrat, ko je bil Krim razglašen za samostojno državo, ima vso pravico se priključiti neki drugi državi. Tukaj pa je še en vidik, ki krepi legitimnost te odločitve. Legitimnost. Krim in njegovo prebivalstvo sta bila odtrgana od Ruske federacije leta 1954, ne da bi povprašali prebivalstvo in ne da bi ustrezni akt bil sprejet v vrhovnih sovjetih Ruske federacije in Ukrajine. A ti veš, kdo je sprejel ta akt? O tem, da se Krim dodeli Ukrajini? Nikita Sergejevič, vendar. Prezidium Vrhovnega sovjeta. Ja. SSSR. Prezidium, kar pomeni, da tudi Vrhovni sovjet, parlament se ni zbral za to, da bi sprejel ta akt. Prezidium je imel 15 članov. In teh 15 članov je sprejelo odločitev, da takrat je približno 1,5 milijona prebivalcev Krima, naj se odtrga Ruske federacije in se dodeli kot darilo Ukrajini. To je bila zgodovinska krivica. Zgodovinska krivica. Narejena v totalitarnem režimu. Ti si omenil referendum o samostojnosti Ukrajine. Dejansko je bil leta 92, ne 91. Ok. Ko so se dobili trije mandelci v Beloveški pušči 8. decembra. 8. decembra v lovišču so se trije voditelji. Jelcin, Kravčuk, Šuškevič. Tako je. In so se dogovorili, da bodo razpustili Sovjetsko zvezo. Jelcin ni zahteval od Šuškeviča, da možnost Krimčanom in ni vprašal Krimčanom, a bi se oni radi vrnili v Rusko federacijo. Kravčuk je to. Ja, Kravčuk. Ja. On Kravčuka ni vprašal. In ko je prišlo do referenduma o samostojnosti Ukrajine, prebivalcem Krima niso dali možnost, da ob tem, ko odgovarjajo na vprašanje, ali ste za samostojnost Ukrajine, Najprej. bi jih vprašali, ali želite še vedno ostati v Ukrajini. Jih niso vprašali. To je bila druga krivica. Sedanji referendum popravlja zgodovinsko krivico. In tudi z tega zornega kota je legitimno. Kdo kvari to legitimnost? Kvari jo Ruska federacija. In jo pokvarila. S tem, da je organizirala vojaški anšlus. Da je uporabila grožnjo nasilja, prekršila je mednarodno pravo, prekršila je Helsinško listino, 5 točk. In še dodal še eno stvar. V prid legitimnosti krimskega referenduma in odcepitve Krima od Ukrajine. Ti veš, da Helsinška listina ima 10 točk. Ruska federacija je prekršila recimo 5 ali 6 točk. Eno od točk je seveda teritorijalna celovitost. Nespremenljivost. To, da obstoji tudi 8. točka. A veš, kaj je 8. točka? Možno je spremenjanje meja na podlagi demokratičnega izražanja. Ja.
To je nemška Na tem je klavzula. ustrajala Nemčija Ja. in na podlagi tega Ja. je bila izpeljana odprava Nemške demokratične republike in vključitev vzhodne Nemčije v zahodno Nemčijo. Imaš analogni pa. Analogno temu, avtonomna republika razglaša samostojnost in se priključi svoji nekdanji matici. Ravno tako, kot se je vzhodna Nemčija priključila zahodni Nemčiji. To samo krepi legitimnost tega dejanja. Pa druga stvar, če pogledamo na Rusko federacijo in na njeno delovanje, na delovanje njenih oboroženih sil, specialcev in tako dalje, tam pa ni nelegitimnosti in nelegalnosti. Ma jaz bi rad o Krimu par besed rekel, ker se mi zdi, da je okrog tega nekaj nesporazumov. Ne? Namreč referendum je sicer legitimen, ampak bil je izpeljan po vojaški agresiji. Problem je v tem, da vojaške agresije ni bilo. Ni bilo. Ja, jaz tudi mislim, da je Ni bilo nobenega napada na Krim. Bolj zapleteno je in teže razumljivo, kaj se je zgodilo. Ne? Ko sem jaz prišel na Krim, sem se peljal iz Kijeva z avtom v ta Simferopol. Veš, da mi ne gre. Ja, grška je, se ni ruskega nič tam. No, glavno. In je bilo tako, da ko sem se peljal od Poltave dol, sem pričakoval, da grem na vojno. Sem srečal na letališču v Kijevu enega prijatelja, italijanskega fotografa, ki je rekel, a kaj, greš brez flak jacketa, ali kaj si nor, brez čelade, sem rekel, može nekak, ne. In sem res srečal vojaške kolone, ki so vozile od Krima gor proti Donetsku. Skratka, ni bilo nobenega ukrajinskega postavitve za Krim. Prav nasprotno. Tam pač na tem oskem pasu zemlje, ki povezuje Krim pa, sta bila dva, ta BTR-80, kot ta kolesnika, precej žalostne naprave, ki sta imela smrčke obrnjene proti Kijevu. Mislim, da nista bila ofenzivno naštimana, nastavljena za to, da ubranita prodor z Krima. Bila sta upirjena bolj proti Krimu, zato da se bodo čim prej umaknili, če so Rusi zmaknili. Na drugi strani je bil ruski checkpoint sklepan zato, ker so imeli BTR-82A. To je modernejša izvedba tega istega transporterja, ki ima sam vojska Ruske federacije, ukrajinska ga nima. Prepozna se ga pač nekaj kupovci, ker je malo bolj lepo narejena. Ampak tam bila sta dva. Bila sta samo za lepo videti. Te vojaki, ki so pa, te, ki so na vseh slikah, so pa zanimivi bili. Namreč, imeli so vsi popolnoma nove uniforme, iz škatle, vzete še z črto na srajci, nikoli niso bile upravljene. Čelade iz Kevlarja, nove, praktično še cena gor in padalska očala tudi nova. Imeli so pa zelo dobro izhojene škornje. Tisti škornji so naredili vsak po 1000 kilometrov peš. Dal škornji niso pa tudi žuljevi. Orožje, ki so ga nosili, je bilo pa tudi tako, kot da spijo s puškami. Ampak hkrati sem jaz pol rekel, eno bo tako se govoril slovensko, jaz rusko ne znam, rekel, ej druže, a imaš patron ti dle not? Kaj se ti da ne? Puške niso bile nabite. In nikjer v Ukrajini noben ta ruski vojak ni imel nabite puške in ni imel krogle v cevi. In ni cevi usmeril v nikogar. To je bila najbolj pacifistična druščina, kar sem jih jaz videl. Bilo je potem še bolj zanimivo je bilo, da namreč 18.000 ukrajinskih vojakov je na Krimu, Rusi so imeli 15.000 in potem so jih 6 še dodatno potegnili, pri tem, da pogodba med Rusko federacijo in Ukrajino določa, da Rusi imajo lahko 25.000 vojakov na Krimu. Tako da so samo kvoto izpolnili, pa še niso do konca. In kar je zanimivo, je bilo, ne da so bili neagresivni ruski vojaki, ki so bili, to, kar sem jaz sem mislil, da sanjam, ker sem v Sevastopolu, tam v QK kafe se je klical, sem užgal BBC, ker so imeli Wi-Fi. In sem poslušal reporterja BBC-ja, kako ruski tanki grmijo čez Sevastopol
v resnici je bilo pa tako, da so se kotalkale punce tam na promenadi. Jaz sem pil macchiato zunaj na klopci, ne, in ta napetost, ki ne bi vladala, je bila izmišljena, ruske vojske ni bilo nikjer. Bilo je 27 vojakov ruskih teh brez oznak. Po čem se vedelo, da so Rusi? Zato, ker en detalj so pozabili. Dali so jim spodnje majčke te plave pa bele, ki jih nosijo samo ruski komandosi in nihče drug. To je nekako pač njihov razpoznavni znak. Ne, pa še to so dobro skrivali, so bili zapeti, ampak spodnje so pač imeli. In to je spri dekor, nekaj moraš imeti, da te navizuje. In te vojaki so bili, so imeli jasen ukaz, samo en. Pazite, da si kdo kaj ne naredi. To so dobesedno pazili, da ne bi kdorkoli, Incidentov, ne? Karkoli neumnega napravil. To je eno drugo, ampak kar je mene zares presenetilo, ne, so bili ukrajinski vojaki, ki so orožje spravili v skladišča in so stražili te svoje kasarne z rokami v žepih. Zdaj, kolikor jaz razumem vojsko, tudi tako kaotično vojsko, kot je ukrajinska, to naredi vojska, če dobi tak ukaz. Ne se boriti. Ne. Zdaj, jaz sem služil mornarico, eno leto častno in pošteno v Jugoslovenski vojni mornarici. Ne. In vem, da sem veliko pozabil, kaj so nas učili, ampak eno so nas poučili. Vse mornarice na svetu, ko so blokirane v pristanišču, ne, vsi vadijo eno in isto stvar. Kako usmeriš radio proti blokadi, prideš do blokade, ne moreš čez in potem ladjo potopiš in kapitan na vrh mostu salutira lastni barki. To je, vsaka mornarica na svetu potopi ladje, to je naredila francoska mornarica v Oranu, to so vsaka mornarica, ki jo blokirajo, vojna mornarica, ki jo blokirajo v pristanišču, potopi ladjo in se potem preda. In zahteva od poveljnika nasprotne ladje, da z njimi ravna galantno. To ni stvar maščevanja, to ni nič grobega, tako se pač ravna. Ne? To, da je ukrajinska mornarica šla in predala ladjo, predala sebe, jaz mislim, da so lahko naredili samo po ukazu. Tega noben kapitan ladje, ki ima pač, vsaka ladja je avtonomna republika, to je največja sramota, ki jo lahko kapitan ladje naredi, to, da preda ladjo v blokiranem pristanišču. In to v Sevastopolu, kjer je vsaka druga zgradba spomenik. Kar se pa tiče legitimnosti in legalnosti, ne? Zdaj je sicer res tako, da brat ustave je zabavno početi, ne? Ampak ko razpadajo države, nihče ne bere ustave. Ne? In na Krimu ustave nihče ni bral. Zdaj, jaz ne vem, koliko so te rezultati referenduma natančni. Se skrinjam, da je treba biti zelo skeptičen. Ne? Take številke je imel Saddam Hussein leta 1995 na referendumu o svojem predsednikovanju. Ne? Ampak hkrati je pa tako, da prebivalstvo Krima, ne? Jaz sem zares, trudil sem se, da bi najdel enega, ki bi mi rekel, gremo proti Rusom. Ne? Vsi so mi govorili isto, z različnimi besedami. Kijev je kaos. In to je bilo tako. Tale Timošenkova je prinesla kaos. Janukovič je prinesel kaos. Ta banda, ki je zdaj v Kijevu, to je ta velik kaos. Ne? Putin pomeni red. Putin je garancija, da bande ne bojo letale okrog in počele neumnosti. In to je bil najmočnejši moment prepričevanja prebivalstva. A hočete red, ali hočete, da vsak. Ne? In pač, no, jaz mislim, da so ruski vojaki tam potem dobili nalogo, da pokažejo, kako elegantna stvar je lahko red. Ne? Hkrati je pa to, da jaz sem šel potem iz Krima čez Dnjepropetrovsk. Ne? V Dnjepropetrovsku se nihče ni vznemiril zaradi ničesar. Mislim, tam ni bilo enega šotora, nič ni bilo, jaz sem prav obupano hodil. Takrat še. Pazi, to je bilo 2 dni pred referendumom. Zdaj pa nastaje. Ampak jaz sem prosil, a bi mi lahko kdo prosil, kaj je rekel proti Rusom ali proti karkoli, ne, gremo na pico. Ne. To, da je bila cela država popolnoma vznemirjena in nacionalistično razpoložena, to ni res. Mislim, Dnjepropetrovsk je bil popolnoma miroljub, ljudje so tam hodili delati. In zdaj, eden od misterijev Ukrajine, ne, ki ga po mojem se ga pozablja, je to, da ta vzhodni del
je bil avstrijski in poljski. Ne? Se mi zdi, da Zahodni. Zahodni, ja. Da to, Galicija. preden sta Hitler pa Stalin si razdelila Ukrajino, je bila tako Poljska. A se ni bilo tako, da je pol Stalin to zadržal, pa dal tistih nekako z Poljske Nemčije. Vem se, tako se zdi, da se spomnim srednje šole. V glavnem, ampak tam, to je ruralni del. Ne? In zdaj namreč Putin, ki velja za racionalnega vladarja, ne, je v tej zgodbi popoln bebec. Namreč, vzel je Krim, ki je nekoristen kup kamenja z veliko čustvenega naboja. Ne. Vse bogatstvo, ne, je pa v Donetsku, ki je drugi največji industrijski bazen Sovjetske zveze. Bila sta dva, ena je bil ta Donetski bazen, druga je bila pač nekje gor na severu. Ne. In to je pač ta zgodba, to je sedež Črnomorske flote. Ma ne se šaliti. Jaz sem šel pogled, mislim, tam so gospe dajale, si lahko šel s čovnom si pogledati to čuveno Črnomorsko floto. Ma ne se šaliti. Tam prvič sem bil nekoliko presenečen, ni več Kijeva, so ga prodali Indicem. Ne. Rusi so imeli 4 nosilke teh helikopterjev, pač neka njihova izvedba, da je tam nosilke malo manjša. 2 so prodali Indicem, eno kitajske, eno pa vidim, da so nek disko klub kaj naredili. Ne. Pol tam, mislim, tudi tega slavne Moskve ni bilo, te raketne topolnjače z cevnike, grda kot pes, ampak me daje kar resen kos orožje. Tam je bilo mogoče 12 ladij, od tega fregate in korvete, ki so v tistih morjih, je to obalna straža, 2 manjši raketni topolnjači in te rusko floto, ki je še bolj betežna, so blokirali z vlačilci. Tako da, to, da obstaja Črnomorska flota, je lep mit, ne obstaja nič, to je kup rjavega železa in ena podmornica, ki ne vem, če jo lahko užgeš. Ok, skrajšal. Se pravi, meni se zdi to, misterij Krima, ne, ni v tem, da je bil Anšlus, ampak brez enega tanka. Ni bilo enega tanka. Torej ni bil. Ja, ne vem, namreč brez enega. Jaz nimam decidirane sodbe, ponujem to kot vprašaj. Jaz mislim, to, kar sem jaz videl, je, da so Ukrajinci predali Krim Rusom in se nihče tam ni mislil boriti za nič. To je pač, to se je zares zgodilo. Rusi so samo rekli, to je naše, in kar je bilo ukrajinske vojske na Krimu, so rekli, ok.